jaz brez te umetne inteligence sploh ne morem več, ker jaz to vsak dan uporabljam, ne, pa mi ni tudi, ni problem dati 22,99 €, da pač uporabljam to orodje. In res, meni se mi zdi, da mi je ta umetna inteligenca pač v pozitivni smeri odprla neka obzorja, ker jaz vedno, ko se učim, vedno, ko imam kako vprašanje, sprašujem umetno inteligenco, ne, kar je zelo pač hitreje, kot bi pa recimo šel v iskalnik. Ja, je zelo uporabna za neki osnutek znanja mogoče, ali pa ko sem pisala raziskovalno nalogo, ampak na koncu še vedno rada sama preverim stvari, sama preverim vire, ker sem že dostikrat slišala, da je kaj narobe povedal chat. Miha, kako si ti z umetno inteligenco? Jaz je sicer ne uporabljam prav veliko, se mi zdi za šolo ali drugače. Največ sem jo uporabljal morda tudi za nemščino, da sem jo ponavljal, da mi je pomagala pri sklonih ali spolih nekih besed. Mislim, da pa velikokrat, ko sem jo uporabljal za šolo, je bolj podpirala neko mojo lenobo. Naprimer pri kakšnih predmetih angleščini, ko je bilo treba pisati neke eseje, sem jo uporabljal, da mi najde argumente, ki sem jih potem še vedno sam spisal v esej. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Drage bralke, dragi bralci, poslušalke, poslušalci in tudi gledalke in gledalci, vsi, ki nas spremljate, gledate, poslušate naš podcast Večer za vikend, ki je daljša različica našega dnevno-informativnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga dostavljamo vsak delovni teden. Danes torej, ko to poslušate v petek, je čas za daljši poglobljen pogovor in vesela sem, da lahko v studiu gostim 3 izjemne mlade posameznike. 3 maturante, ki bodo odpisali letošnji spomladanski rok mature, in sicer pozdravljam z mano Aljo Kukovič iz 2. gimnazije Maribor, Miha Ferlinca, prav tako iz 2. gimnazije, in pa Jakoba Kršlina Stojča iz 1. gimnazije Maribor. Hvala, da ste si vzeli čas v tem napetem urniku pred maturo, da ste gosti v podkastu. Zdaj torej, v začetku maja ste odpisali to prvo polo slovenščine oziroma esej iz slovenščine, od tega zdaj že nekaj časa. Ko bodo poslušalci, bralci, gledalci to poslušali, boste odpisali še nekaj pol. Pa da vas vprašam najprej za začetek, kako se kaj počutite, kako ste kaj v teh tednih pred maturo, med maturo. Miha, mogoče, če ti poveš. Ja, seveda smo napeti, je stresno obdobje. Ampak poskušam pač najboljše z tega potegniti nekako in se učim, ampak hkrati se poskušam ne preveč učiti, zato da še vedno nekako ohranim to normalnost v življenju in da se mi ne zmeša preveč. Še početi kaj drugega, torej Ja. Recept. Alja, kako si ti? Ja, jaz moram tudi reči, da sem kar napet ali pa malo v stresu, ampak gre pač. Počasi se prebijam skozi to. Malo se mi zdi, da je pomembno, da se zorganiziraš, pa da res ne pozabiš, da delaš še druge stvari, tako je Miha rekel. Ne pa, da se samo učiš, pa si cele dneve za knjigami, pa se ti že res lahko zmešajo. Se spomnimo tega, ja. Jakob? Ja, jaz podobno, ampak za razliko od tega nimam takega stresa na maturo, ne, ampak vseeno se pripravljam, pa tudi pač pazim, da delam druge stvari, ne, da res nisem samo v tem učenju, naprimer, ne vem, naravo grem na sprehode, ne, pač da tam odložim malo učenja, ampak ja, nimam stresa zdaj s tem problemom, ampak. Nimaš stresa, zato ker torej ti si vpisal biologijo? Tako. In torej letos ni omejitev, ne? Tako. Miha, ti imaš podobno, ne? Vidva bosta sošolca v Ljubljani. To, kar... Ne, jaz v Mariboru. Aha, pardon, ok, pa ne bosta sošolca. Torej ti v Mariboru, Miha ti pa v Ljubljani. Ampak oba sta torej izbrala biologijo. To, kar potem odzame nek stres, ne? Če ni omejitev, če veš, da v bistvu bolj kot ne je treba maturo zgolj opraviti. Čeprav ima eni cilj, da naredijo, ne vem, da so zlati ali pa diamantni maturanti, ne. Ma, kateri od vas tak cilj? Upa zdaj reči? Ni takšnih ciljev. Ali ti pa si vpisala pravo? Ja, v Ljubljani. Ja. Ti pa torej moraš doseči neko število točk za vpis. Ja. Ni sicer tako grozno visoka omejitev, no vsaj v preteklih letih ni bila, je pa še vedno pač neka omejitev, tako da malo stresa postavlja to. Na mene pa tudi jaz se mi zdi, da sama od sebe pričakujem neke določene ocene na maturi, ki bi jih rada dosegla. Ki so pač mogoče malo višje od tega, koliko je omejitev na pravo. Razumem, ja.
Zdaj, ko sem malo gledala, s čim ste se vi ukvarjali v zadnjih 4 letih, ne, verjetno ne rečem preveč, če rečem, da ste polni nekih presežkov oziroma presežnikov. Jakob, ti si bil torej izbran za najgimnazica na prvi gimnaziji, drži? Ja. Zbral si v bistvu 10 zlatih odličij v preteklih 4 letih. Ja. To so lepe številke, ne, čestitam. Alja, ko sem gledala, ti si rekla, da si se ukvarjala predvsem z družboslovnimi krožki, kot so debata, EPAS. Rekla si, saj rada govorim, izmenjujem mnenja in spoznavam poglede na svet drugih ljudi. Miha, torej, ti pa pišeš torej poezijo, obiskoval si literarno delavnico na drugi, to je torej ta literarna delavnica z Nino Medved? Ja, to je naša mentorica. Pomaga urejati literarni zbornik. To, kar smo zdaj povedali, so lepe stvari, presežniki. Je to kdaj tudi kak pritisk, da si nekdo, od katerega se pričakuje, da boš vedno naredil vse dobro, da boš izstopal? Ste to kaj čutili? Mogoče Miha? Ja, mogoče se mi zdi, da je nek majhen pritisk. Tudi z ocenami se mi zdi, da ko enkrat imaš dobre ocene, pričakujejo od tebe in sošolci in profesorji, da se bo to nadaljevalo. Pa tudi pri krožkih, naprimer, ki sem si jih jaz udeleževal, se mi ni zdelo, da je tak pritisk. Literarna delavnica je vseeno bolj sproščen prostor, se mi zdi. Alja? Ja, meni se zdi, da do neke mere sem čutila ta pritisk, ampak sem se vedno ukvarjala potem s stvarmi, ki mi dajo pač neko veselje, EPAS, debata, čeprav so to neke stvari, kjer mogoče predvsem pri debati bi naj imel neke dosežke. Se mi zdi, da vseeno kontra temu, mogoče tako v kontrastu, me vse stvari toliko zanimajo, pa res so mi bolj sprostitev. Da tudi, če je bilo na mene dano pač neki pritisk, se mi zdi, da ga je pač odtehtala pač ta moja ljubezen res do teh stvari, s katerimi sem se ukvarjala. Da ni bilo potem preveč hudo. Ja, jaz isto, mogoče pač čutiš nek subtilni pritisk, ne, ker si predtem ustvariš neko sliko, ne, oziroma drugi ti ustvarijo neko sliko, če si pač dober, ne, oziroma pričakuje od tebe, ampak vseeno jaz mislim, da pač šola vseeno mora delati po načelu enakopravnosti, ne, mora vse enako obravnavati, ne, ampak vseeno mislim, ja, nekako ljudje tudi pač na nezavedni ravni pričakujejo, da potem ti malo več narediš od ostalih, ne, tako da ja, tudi to vpliva na mene, ampak na koncu konca sem si potem jaz bral, ne, da sem šel na tekmovanja, ne, ker sem si to želel, ne. Tako da je bila moja izbira. Zdaj, če mogoče še povemo na tej točki, kaj ste izbrali za izbirne predmete na maturi, torej zraven maternega jezika, matematike in pa tujega jezika. Jakob, kaj si izbral ti? Sociologijo pa biologijo. Ja, tudi jaz sem izbrala sociologijo in biologijo. Aha. Jaz pa imam kemijo in biologijo. Torej imamo bolj naravoslovce v studiu. Zdaj, maturo bo torej treba opraviti, ne, tako ali tako vas to kolesje zadane, tako da si mogoče na tej točki lahko dovolimo biti malo kritični, mogoče poveste kakšne svoje misli o maturi. Veliko se pogovarjamo o tem, ali je matura res pravi način, kako izbiramo, kam se kdo vpiše, da torej gledamo skozi prizmo teh točk. Kako gledate vi, imate kakšno idejo, kaj bi spremenili, ste zadovoljni? Miha, mogoče, če začneš. Ja, seveda je lahko vodi do nekih problemov, glede na to, da je to samo en preizkus, ki na to ima zelo velik vpliv na naše možnosti za vpis in študij. Ampak hkrati pa se mi zdi, da je vseeno dobro, da obstaja nek standardiziran test, ki ga vsi pišemo in je enak. Se mi zdi, da ocene včasih niso primerljive povsod po šolah, tudi, ne vem, ponekod je težje. Ali pa tudi med profesori na isti šoli, kdaj ni najbolj primerljiva. Da matura potem odpravi v bistvu neke neenakosti, do katerih lahko pride. Ja, definitivno. Pač, da imamo neki ta test, na katerega pač so vsi enakopravno obravnavani. Se mi pa zdi, da včasih sem razmišljala mogoče tudi o teh sprejemcih kot neko nadomestilo za maturo, da bi bilo mogoče boljše, ker bi se ljudje potem res zavedali mogoče, v kaj se spuščajo, ker na maturi imamo vseeno zelo veliko različnih predmetov lahko in mogoče nekdo, ki se zdaj hoče iti na medicino, pa mu ne gre na primer jeziki tako zelo, ima lahko potem bistveno pač nižje točke, kot pa nekdo, ki je pač odličnak na vseh področjih. Ampak mogoče ima tista druga oseba malo več tega občutka za ljudi. Tako pač
Tako da bi bolj se v bistvu nekako boljše lahko ti ljudje, pač bolj bi vedeli, v kaj se spuščajo, hkrati pa bi mogoče dobili bolj neke ljudi za določeno področje, ki so bolj kvalificirani potem za to področje. Mogoče to, ampak drugače matura kot taka je kar primerna oblika, lahko tudi. Nima medicine recimo nekih sprejemcev, tako kot imajo, ne vem, AGRFT, arhitektura, ne, kjer je treba izkazati neko posebno znanje, ja, ni pa zagotovo tam nekega znanja dela z ljudmi in podobno, ja. Jakob, mogoče tvoje mnenje še? Ja, jaz ne vem, jaz ravno s maturo, meni ni všeč tak sistem, ne, predvsem zaradi tega, ker je pač po mojem mnenju to ne prikazuje pravega znanja, ne, ker večina dijakov se potem za maturo nauči, na koncu pa potem večino se potem pozabi, ne, teda to je samo neka trenutna slika znanja, ne. Dejansko se tudi največ nauči v 4. letniku, za vse nazaj ponovi, ne. Tako da je zelo zgoščeno to obdobje, ko se pripravljamo na maturo, in mislim, da v bistvu, ne vem, jaz pač ne verjamem, da je matura tista, ki res pokaže znanje, ne, bolj gre za nek standardiziran postopek, ki pač tu mora biti, ne, da se potem dijake loči, ne, razvrsti v neke skupine, ne, grupira, kdo je pač bolj sposoben, ne, kdo več zna, kdo je bolj motiviran, ne, ampak dejansko, ja, koliko si pa potem mi po maturi pač, recimo čez 2-3 leta, ne, res zapomnimo, ne, pa čeprav mislim, jaz še nisem tukaj, ne, da bi lahko govoril, ampak po svojih izkušnjah recimo iz 1., 2. letnika, ko vem, da sem si v 4. letniku že skoraj vse pozabil, kaj smo delali takrat, ne, lahko rečem, da je to samo neka trenutna slika znanja, ne pa nek splošen okvir, kaj si dejansko človek zapomni, ne. More pa biti, se pravi, nek standardiziran postopek, ne, ker drugače ne bi mogli razvrstiti, ne, dijake, ne, ampak Pa imaš mogoče ob tem kak nasvet oziroma kakšno prakso, kako se učiti, da bi se temu, najbrž se ne da izogniti temu pozabljanju, ne, ampak kako se recimo vi učite? Kakšen nasvet, mogoče tudi za vaše kolege, ki prav tako pišejo maturo, ali pa tudi za koga drugega, ki se uči kaj drugega, kako se torej pametno učiti? Ja, v bistvu pametno učenje bi bilo, ne, da bi mi vsakikrat pač neko snov ponovili, ne, oziroma ponavljali, ne. Recimo, če v 1. letniku vzamemo, da delamo neko snov iz zgodovine, ne, in da potem pač to v nekih intervalih ponavljamo, ne. Ker če samo enkrat se nekaj naučimo, ne, recimo antiko, bomo pozabili potem recimo v 2., 3. letniku, ne. Pomembno je, da res pač ponavljamo, ne, ampak težava je v tem, da je snovi oziroma vsebina pač v učnem načrtu toliko, da dejansko ne moremo vse za nazaj ponoviti, ne, in pozabimo tisti del, ne, tako da je tu neka samoodgovornost, na drugi strani pa sistem preveč zahteva od dijaka, ne, ker je preveč nasičen z snovjo, z nekimi znanji, ki jih mora dijak usvojiti, ne, da dejansko je nemogoče, da bi mi vse sproti ponavljali, ne, in na koncu pač to je normalno, kako pač možgani delujejo, ne, pozabljajo stvari, ne. Zato tudi recimo v 4. letniku, ne, jaz vem, od slovenščine se recimo skoraj nič nisem zapomnil, kaj sem delal v 1., 2. ali pa 3. letniku, ne. V 3. letniku še ne, ampak pozabim, ne, zato se potem treba vse naenkrat ponoviti, ne. Nek postopek bi pač moral biti, da se snovi ne obravnavajo samo enkrat, ampak da se potem osvežijo tudi čez nekaj časa še enkrat in še enkrat in še enkrat, ker to je enako kot učenje jezika, ne. Če se jaz recimo jezik nek naučim v, ne vem, v 3 mesecih, potem pa 1 leto ga ne uporabljam, bom normalno, da pozabil, kot pa če sem v stiku z njim vsak dan, ne, recimo. To je enako pač z učenjem. Ali ti si nekaj kimala, kako se ti učiš? Ja, jaz se strinjam s tem, kar je povedal. Jaz se učim, ne vem, se mi zdi, da predvsem probam povezovati znanje različnih predmetov. Res je, da se dosti pač pozabi izpred preteklih let. Se mi pa zdi, da je v redu, ker so naši profesorji vedno stremeli k temu, da smo ponavljali čim več. Naprimer tudi pri slovenščini. Sicer smo res pisali vedno več snovi skozi leta, ampak smo dodali najprej pač tisto osnovnico, kar smo se učili 1. pol leta smo pisali, potem celi 1. letnik. In se mi zdi, da nas je na ta način profesorica s tem, ko je vedno dodala samo še novo snov, pa hkrati ponavljala malo stare, pač res pripravila zdaj na maturo slovenščine. Se mi zdi, da sem
pač večino snovi tudi zdaj, ki smo pisali v 4. letniku, znala, da se je pač to znanje res akumuliralo čez čas. Isto tudi pri drugih predmetih se mi zdi, da so vedno dodali neko staro snov k novi snovi, zdaj v 4. letniku pri teh predmetih, tega sem jim zato pač hvaležna. Reče se mi zdi, da če bi se pa zdaj mogla naučiti vso snov, ki smo jo skozi 4 leta obravnavali, bilo to zelo težko, ker je res naš šolski sistem nastavljen tak, da ima ogromno in pač zelo razsežen učni pač načrt, da bi ga mogoče lahko tudi malo zmanjšali, ker konec koncev boljše, da se naučimo malo manj, pa malo bolj kvalitetno, kot da pa se naučimo ogromno stvari, ki jih na koncu sploh ne razumeš, ki se jih v nekem trenutku napiflaš, zato da pač boš zdaj znal na maturi, potem pa dobesedno pozabiš, takoj ko priješ ven iz mature. Miha, kako pri tebi izgleda učenje, recimo čisto plastično? Je nek recept, torej delanje odmorov, neke čisto take stvari, česa se držiš? Ja, jaz najlažje se učim tako, da izdelam svoje zapiske, grem čez vso snov, PowerPointe, ki so nam jih izdelali profesorji, svoje stare zapiske, učbenike, naredim na roko zapiske na nek papir in med tem na vsake toliko vzamem nek odmor, zato da se mi zdi, da se lažje učim, da si bolje zapomnim, če imam vmes odmore, da si malo odpočijem, da ne razmišljam, ker drugače se prehitro utrudim. Ja, poskušam tudi čim manj uporabljati telefon, se mi zdi, da to me nekako pozabim hitreje, če se vmes med temi odmori če sem preveč na telefonu. Ja, pač odmore. Meni zelo pomaga delanje zapiskov in ponavadi je že to dovolj, da si zapomnim potem. Lahko še jaz nekaj dodam? Seveda. Jaz bi isto rekel, jaz bi tudi pač pohvalil profesore, ne, ker so res pač pri nas so tudi za nazaj tudi ponavljali snov, ne, in bi pa res pokaral ta pač šolski sistem, ne, kot smo že prej omenili, ne, pač profesori niso krivi, ne, ker profesori delajo pač svoje delo, ne, in jaz mislim, da ga dobro upravljajo, ne, je pa tisto, kar pa je pač glavnina problema, pa ravno ta razsežnost načrta, ne, učnega. Zdaj recimo, če sem bizaren, ne, če bi recimo 10-krat zmanjšali snov, bi po mojem mnenju bilo 10-krat boljše, če bi potem to dejansko tudi 10-krat ponovili, ne. Ker bi si dejansko teh 10%, ki bi jih 10-krat ponovili, zapomnili, kot pa če delamo 100%, pa samo enkrat obravnavamo to snov, ne. Enako se pa jaz učim, če še to povem, ne, pač jaz sem zelo tak tip, da sem zelo radoveden, ne, in da pač jaz ne morem mimo vsake podrobnosti, ne. Zato imam jaz raje, da če grem recimo neke zadeve bolj podrobno, kot pa da se nekaj nasplošno učim, ne. Recimo, če se učim zgodovino, biologijo, matematiko, ne delam samo tisto, kar je v učbeniku, ne, ampak me zanima recimo tudi po drugih virih, ne. Ali gledam druge knjige, ne, ali povezujem znanje, pa recimo pri zgodovini še ponovim za geografijo, če se kaj povezuje. Zelo me tudi pomagala umetna inteligenca, kjer sem tudi lahko pač neke stvari, ki so me nadalj zanimale, tudi vprašal in mislim, da zelo priročen pripomoček, čeprav se lahko tudi debatira o teh napakah in to. Ampak ja, pri meni je pač problem, da grem preveč podrobno v neko snov, ne, ker želim recimo to snov res vse videti o tem, ne, pa mi potem zmanjka recimo časa za vse ostale zadeve, ne. In jaz tudi mislim, da bi recimo šolski sistem moral temeljiti na aktivni vlogi učenca, ne, da bi se mogli recimo debatirati, razglabljati o snoveh, ne, da bi pač dijaki diskusirali z profesorjem v neki snovi, ne, in jo aktualizirali na danes, ne. V bistvu šolski sistem pa to pokvari, to zadevo, oziroma ta aktivno vlogo dijaka, kaj te pač dijaki so tam, da poslušajo, ne, so pasivni, mi sedimo pač, ne vem, 7-8 ur v šoli, ne, potem priješ spet domov, moraš spet sedeti 7-8 ur v šoli, ne, mislim, doma, in dejansko to ni to, ne, ker dijaku potem namesto, da bi šola potem spodbujala neko aktivno mišljenje oziroma neko kritičnost, na koncu dijak samo nekako sprejema nekritično tisto snov, kar jo dobi recimo pri zgodovini, pri kateremkoli drugem predmetu, ker je toliko snovi, da v bistvu nima možnosti te svobode, da bi tudi pač neko svoje mnenje povedal ali pa da bi res nekako diskusirali aktivno v šoli. Torej, recimo, to je problem, ne,
ker je pač paradoksalno, da na koncu koncev šola spodbuja neko kritično mišljenje, ne? Na drugi strani pa je toliko snovi, da ti ne dopušča možnosti, da bi lahko karkoli diskusiral v šoli, ne? Ampak se pač moraš samo tisto vse naučiti in tisto znanje na nek pač papir prenesti, ne? Ponoviti učiteljeve besede brez neke diskusije lastnega. Tako pač niso profesori krivi, ne, oni delajo svojo službeno dolžnost, ne, kar je prav, ne, pač krivo je to, da je res pač, da je vsak učni načrt je narejen za posamezen predmet, ne, ni pa tisti, ki so učbeniki, pač moram poudariti, da so res zelo dobro spisani, ne, res moram pač pohvaliti avtorje tudi učbenikov, ker to je res zahtevno delo, da nekdo napiše učbenik, ne, ampak na koncu koncev pa je vsak vidi svoj predmet oziroma pač ni neke širše slike, ne, in vse jaz pravim, je zanimivo, ne, nisem proti znanju, proti učenju, ne, ampak po mojem mnenju bi se moglo neke stvari omejiti, pa recimo bolj podrobno razglabljati o določenih stvarih, ne. Ja, hvala za te razmisleke. Omenil si umetno inteligenco, koliko je mogoče tudi vidva uporabljata, verjetno se strinjamo, da ima neke svoje prednosti, če jo znamo pravilno uporabiti. Je to nekaj, o čemer se pogovarjate tudi s profesorji na šoli? Ja, se mi zdi, da smo se predvsem pri sociologiji pogovarjali o tem. Jaz osebno sem malo skeptična do umetne inteligence. Se mi zdi, da je zelo uporabna za neki osnutek znanja, mogoče, ali pa ko sem pisala raziskovalno nalogo. Ampak na koncu še vedno rada sama preverim stvari, sama preverim vire, ker sem že dostikrat slišala, da je kaj narobe povedal chat in mogoče zato se mi pa zdi zelo uporabna pri, ne vem, za španščino oziroma za tuje jezike, mi je bila vedno, sem mu napisala, napiši mi prosim test, naredi ta, ali pa zdaj mi pa preveri te patlje sklanjatve, da sem potem se preko tega aktivno lažje učila, ker tudi jaz sem taka, da pač vedno si moram nekaj aktivno ponavljati, pa na vprašanja odgovarjati, bolj ko pa da samo pač berem in se nekaj napiflam, ker se mi je tako lažje učiti. Tako da se mi zdi, da je lahko zelo uporabno, dokler jo znaš pravilno uporabljati, si kritičen, ampak hkrati se mi zdi, da v šoli pa primanjkuje tega, da bi nas bolj izobraževali o tem, kako dejansko uporabljati umetno inteligenco, kaj so te fake news. Se mi zdi, da bi lahko imeli veliko bolj tudi izobraževanja v tej smeri, oziroma da bi se lahko učni sistem, čeprav smo zdaj rekli, da bi zmanjšali obseg znanja, ampak bi mogoče hkrati pa lahko dodali manj tega pasivnega znanja, pa pasivnega učenja, pa več tega, kako aktivno reševati probleme, ali pa naprimer tudi aktivno državljanstvo bi lahko že v osnovne šole uvedli, ker sem ugotovila, ko sem pisala raziskovalno nalogo, da v bistvu mladi sploh nismo pač politično pismeni, čisto smo apatični do situacije, ki je za nas dejansko zelo pomembna. In bi se lahko, se mi zdi, da preko tega veliko bolj začeli zanimati tudi za neke teme, kot je politika, ali pa da bi znali razločevati, kaj je v redu novica na spletu ali ne, neke take bolj življenjsko uporabne stvari, finančno pismenost, naprimer. Da bi mogoče tudi kakšne take predmete dodali v šolski sistem. Miha, kako si ti z umetno inteligenco? Jaz sicer ne uporabljam prav veliko, se mi zdi, za šolo ali drugače. Največ sem jo uporabljal morda tudi za nemščino, da sem jo ponavljal, da mi je pomagala pri sklonih ali spolih nekih besed. Mislim, da pa velikokrat, ko sem jo uporabljal za šolo, je bolj podpirala neko mojo lenobo. Naprimer pri kakšnih predmetih angleščini, ko je bilo treba pisati neke eseje, sem jo uporabljal, da mi najde argumente, ki sem jih potem še vedno sam spisal v esej. Ampak ko se mi ni dalo preveč razmišljati o neki temi, da mogoče tu celo malo lahko problem, da ne razmišljam zaradi tega toliko o neki temi, ampak samo vpišem, naj mi napiše temo in potem jaz samo na podlagi tega napišem esej. Mogoče še zadnje vprašanje povezano neposredno šolo, da vas ne mučim preveč še z maturo in tem, tako imate že ves čas v glavi, ne smo se prej pogovarjali. Nedolgo nazaj so se pojavile neki predlogi, da bi šolo začenjali pozneje, ne? Da možgani mladih ljudi zjutraj še ne delujejo tako, oziroma da jim bolj pašajo kasnejše ure. Kdaj začenjate šolo s poukom? Ob 7:50 imamo prvo uro. Kako se ti to zdi, če bi imel moč, bi tudi sam prestavil na poznejšo uro? Ja, jaz bi prestavil na kasnejšo uro,
ker se mi zdi, da vseeno bolje delujem, če imam zjutraj več časa, da že 1 ura se mi zdi, da mi zelo pomaga, ko začnemo 1 uro kasneje, se zbudim bolj spočit, se mi zdi, da imam več časa zjutraj in pojem zajtrk, česar drugače ne delam. In se mi zdi, da potem boljše volje in počutja pridem v šolo, če jo začnemo kasneje. Je kdo nočna ptica, se učite tudi po noči? Ja, Arja, jaz ti sem imaš? izredno najjutranji tip človeka. Aha. Ja, tako da meni bi zelo v bistvu ugajalo, da bi kasneje začenjali šolo. Jaz sem imela letos sestavljen urnik tak, da sem 2-krat na teden začela v bistvu ob 9:30 in se mi zdi, da sta mi bila to najljubša dneva v celem tednu, ko sem lahko pač dlje spala, pa se zaradi tega tudi mogoče prej dlje učila po noči, pa sem potem malo zavlekla zjutraj s spancem in pol prišla bolj spočita zaradi tega v šolo. Tako da jaz bi osebno rajši začenjala pol kasneje, ampak se mi zdi, da je to spet odvisno čisto od posameznika, ker eni pa vem, da potem ne bi mogli funkcionirati in zjutraj se ob 6 sami od sebe vstanejo in pač jim to čisto ugaja. Dokdaj so te nočne učne ure? Odvisno od tega, kako stanje je v šoli, ampak mislim, da nikoli čez 12, vseeno Aha. zelo rada spim, se ne dobim mojih 8 ur spanca. Jakob? Jaz tudi nimam nekega mnenja, ja pač je odvisno od samega posameznika, ne vem. Jaz recimo, meni je bilo boljše, ko smo začeli ob 57, ne, ko so tudi potem recimo končali ob 2, ne, kot pa recimo, da smo začeli ob 9:30, pa smo končali ob 4, ne. Da potem pa več nisem imel popoldne skoraj ni časa, da bi naredil, ne, tako da, ne vem, jaz vseeno mislim, da je še v redu, tako kot je, ob 57, prej pa ne, prej recimo ob 7 ne bi začel, ne, ampak ob 57 pa se mi vseeno zdi, čeprav mislim, da recimo, jaz sem 2 dni sem začel ob 57, ne, pa ostali dni ob 9:30, ne, to tudi ni v redu, da recimo, da je enkrat začneš bolj zjutraj, enkrat pa bolj pač dopoldne, ne, ker ne vem, potem meni to res moti ritem spanja, ne, čeprav bi se pač mogel navaditi, ne, ampak nikoli se nisem, ne. Enkrat sem se recimo, smo imeli ob 9:30, sem se že prej vstal ob 7, ne. Enkrat, ko smo pa imeli ob 57, pa bi recimo še spal, ne. Zdaj, oprostite, da skačem, ampak jaz bi še nekaj komentar naredil za umetno inteligenco, če lahko. Povej, seveda. Na hitro, pač jaz bi sam povedal to, da jaz brez te umetne inteligence sploh ne morem več, ker jaz to vsak dan uporabljam, ne, pa mi ni tudi, ni problem dati 22,99 €, da pač uporabljam to orodje. In res, meni se mi zdi, da mi je ta umetna inteligenca pač v pozitivni smeri odprla neka obzorja, ker jaz vedno, ko se učim, vedno, ko imam kako vprašanje, sprašujem umetno inteligenco, ne, kar je zelo pač hitreje, kot bi pa recimo šel v iskalnik pa vpisoval neke zadeve, ne, in potem, če kaj ne razumem, pač mi umetna inteligenca res lahko razloži, ampak tako kot smo prej rekli, je pa zelo pomembno tudi pač v šoli uvesti neke take aplikativna, praktična znanja, ne, da vemo, kaj je recimo prav, pa kaj ni pri umetni inteligenci, ne, ker so lahko tudi pridejo do dezinformacij, tako da, ja, ampak se mi zdi to res priročen pripomoček, čeprav ima pomanjkljivosti, ne, ker to vseeno ni človek, da bi vedel, kaj je prav, pa kaj ni, ampak je to v bistvu sistem, ki ga ustvaril človek, ne, je pač splet nekih podatkov, in je lahko zelo koristno, kot sem povedal, ne, lahko pa pač nastanejo težave, če nekdo zlorabi umetno inteligenco, ne, če se kršijo potem avtorske pravice, če potem se širijo med množice neke dezinformacije, tako da biti tudi na tem pač oziroma previden. Tako s previdnostjo, ja. Torej, če gremo zdaj malo stran od šole, sicer ne ravno zelo bolj prijetnim temam, no, vem, da ste kritični mladi posamezniki, me zanima, kakšnem svetu po vašem mnenju živimo, kako se sami počutite v teh nemirih, raznih kriznih žariščih, vojnah, kako gledate na današnji čas, no, s kakšnimi čustvi, občutki vas navdaja? Jaz osebno mislim, da je res taka zelo napeta situacija v svetu in da dosti mladih se mi zdi, da jih sploh, ne da jih ne zanima,
ampak da postanejo preprosto apatični zaradi tega, ker nas toliko bombardirajo z nekimi informacijami. Če začneš preveč razmišljati o tem, kaj se po svetu dogaja, kdo vse pride na oblast, kakšna se kriza se pač zgodijo, te lahko postane prav strah, se mi zdi. In zaradi tega se mi zdi, da toliko mladih odtuji od cele situacije v svetu, zaradi tega, ker niso niti potem, ne moreš biti nekako optimističen ob vsem tem napadu slabih informacij in pač vse, kar se dogaja. Se ti zdi, Miha, da ste mladi pasivni? Ja, se mi zdi, da velikokrat smo, ne vem, tudi jaz čutim to neko frustracijo v svetu, ker vsak dan slišimo, ne vem, koliko je mrtvih, kdo se prihaja na oblast, kako se kam drsi svet, ampak hkrati pa se nam zdi, da ne moremo storiti nič glede tega, da nimamo nekega vpliva na svet, da sicer tudi politiki včasih poskušajo kaj storiti, pa ne morejo na določenih področjih. In se mi zdi, da nas to nekako včasih silja v to apatijo ali pa jezo. Ampak ne vem, jaz osebno poskušam čim bolj se izogibati temu nekemu, da bi se samo vdal in da bi pač poskušam ohraniti nek optimizem mogoče ali pa vsaj neko upanje, ker če se res samo vdamo in se odločimo, da nimamo vpliva, ga res ne moramo imeti. Jaz sem pač povedal, da te vojne, ko pač vidimo, ko jih medije prikazujejo, ne, je v bistvu po eni strani neke stvari sploh ne prikažejo, po drugi strani pa neke stvari preveč intenzivno dajo v spredje. Tako da v bistvu mi smo v tej sodobni družbi zajeti v neke simulakre, ne, v neke pač podobe, ki dejansko niso resnične, ne, pač tisto, kar mediji prikazuje, pač gre skozi nek aparat, ne, sploh pač govorim o nekih pač rumenem tisku sploh, ne, ker pač ni dejansko stanje, ampak je odrezano recimo iz konteksta ali pa je pač nekdo, ki piše preveč pristranski, ne, in tudi te recimo vojne, ko vidimo, ne vem, neke slike in te zadeve, ne, to je samo en del vsega dogajanja, ne, tega se moramo zavedati, pa tudi recimo če omenim recimo Trumpa, on je pač medijska senzacija, ne, to ni drugega kot pa tudi ne samo vojna ali pa ne samo pač politika kot taka, ampak je to nek boj tudi na medijskem področju, ne, kdo bo prevladal, ne, tako da mediji imajo lahko zelo velik vpliv, ne, po eni strani so lahko zelo pozitivni, ker lahko pač med množicami pač zbujajo pač kritičnost, ne, ker če mi nismo obveščeni o ničemer, ne moramo biti kritični do ničesa, ne. Po drugi strani pa lahko delajo množice nekritične, ne, ali pa kritične v napačno smer, ne, da podpirajo pač neke radikalne, nesmiselne ideje, ne. Do medijev še pridemo, vsekakor hvala za to. Želela sem mogoče samo še vprašati, zdaj smo gledali oziroma že več mesecev gledamo nekoliko starejše od vas srbske kolege, ne, študente, ki protestirajo na ulicah, tudi v Mariboru smo jih pričakali v štafeti. Je mogoče nek ta zgled nekoliko starejših ljudi vas navdal s kakšnim optimizmom, da so se mladi ostali, povedali, kaj je narobe v državi, spremljate kaj te stvari? Ja, se pravičujem. Se mi zdi, da prej sem bila res tako neoptimistična, ampak še vedno se mi zdi, da mladi se dostikrat pač res angažirajo, predvsem na te nekonvencionalne načine, politične da pač delujejo na pač nekonvencionalne načine, ampak se mi zdi, da to te navda z nekim upanjem, da pač vseeno bo nekaj v redu, mogoče če ne bomo zdaj spremenili sistema od znotraj, ga lahko tudi od zunaj, da pač je treba pač iti na proteste, pa biti aktiven, pa malo še vedno ideološki, da pač na te načine vseeno pač najdeš neki optimizem v svetu. Miha, imaš kakšnega posebnega vzornika, ki te navdaja z nekim takim optimizmom, ki ti kaže neko pot? Ne, mislim, da ne. Nisem nikogar tak prav, da bi nekoga tako spremljal. Ampak ja, nasplošno je lepo videti vseeno neke mlade, ki mogoče se trudijo in delajo nekaj vsaj. Da vejo, kaj želijo in da so pripravljeni za to, kaj storiti. Jakob? Ja, jaz se enako strinjam, recimo, če samo to povežem, recimo ko smo si izborili samostojnost, ne, ker tam piše na
Aha, Maribor bo vedno Pa sem se svoboden. spomnil za na to, ista takrat recimo bila gonilna sila, so bili prvo kot prvo umetniki, pisatelji, izobraženci, ne, kulturniki. Ti so bili gonilna sila, da se je pač nekaj spremenilo, ne pa sam politični sistem. Ne. In enako je v današnjem svetu, kjer pa še bolj pomembno, da smo mi mladi tisti aktivni, ki se borimo za prihodnost, ker je to naša prihodnost. Ne. Ker če ne bomo ukrepali, ne, pa če se ne bomo potem aktivizirali, ne, pomeni, da prepuščamo našo prihodnost, svobodo drugim. In dejansko mediji, ne, pač vsa ta v bistvu TikTok, Instagram, Facebook, je to v bistvu propaganda, ki pač nas dela nekritične, ne, ki pač ne želi, da razmišljamo, ne, ampak samo pač, da nekritično sprejemamo neke informacije, ne. Pomembno je torej, da gremo iz te jame nekih, se ne rečem, da so družbena omrežja samo slaba, ne, ampak mladi preveč časa preživimo na teh družbenih omrežjih, ne, in so potem pač pasivni v nekem mikrosvetu svoje sobe, ne. Dajmo izkoristiti ta recimo družbena omrežja, da se aktiviramo, da pač naredimo neko boljšo prihodnost, da nekaj spremenimo, ne. Ne pa, da recimo uporabljamo samo za to pač za zabavo ali pa za brezvezne komentarje, ne, ampak družbena mreža so lahko in forumi zelo, zelo pozitivni, če jih pravilno izkoristimo. To zagotovo srbskim študentom tudi je šlo v prid. Ne, še vaju vprašam, imate kakega vzornika iz katerega koli področja, ki nasledita? Pa ni treba, da je influencer, seveda, ne, lahko je kdorkoli. Ne vem, se mi zdi, da me več ljudi mogoče tak s tem, kar so naredili, inspirira, mogoče tudi moji bližnji, ampak da bi imela pa posebej koga pa. Ne. Jaz tudi nimam recimo zdaj točno določenega, bi pa poudaril recimo, da večina mladih recimo ima, ne vem, za svoje idole glasbenike ali pa pač zvezdnike, ki jih spremlja, ne, pozabljamo pa recimo na, ne vem, vse strokovnjake, ne, vse tiste kulturnike, ne, ki so tudi nekaj naredili oziroma, ki so v bistvu, pač to je subjektivno, ampak jaz po mojem mnenju so recimo nek strokovnjak, ki je znašel neko zdravilo ali pa nek literat, ki je pač dobil Nobelovo nagrado, po mojem mnenju je več vreden kot pa recimo nek glasbenik, pač, ki ima množice ljudi in bolj popularen, tako da ne rečem, da so manj vredni, ampak vseeno mislim, da so v ospredju samo tisti, recimo, tisto pač, kar mlade zanima, ne. In jaz mislim, da vseeno mladi bi mogli bolj širno pogledati na svet, ne, tudi se zanimati za neke druge zadeve, ne, za ostale strokovnjake, ampak v tem času, kjer smo pač zbombardirani z informacijami, ne, ker pač mladi iščemo, po mojem mnenju, največkrat neko zabavo, ne, tisto, kar nas veseli, ne, je pač normalno, da to teže, da se ne zanimamo za neke bolj strokovne stvari, ne, in imamo pač za zvezdnike neke glasbenike ali pa filmske zvezde. Se pa da pogledati torej tudi drugot. Tako. Še eno čisto hitro vprašanje, vsi ste stari 19 let, torej že vse eno leto več imate volilno pravico. Ste se udeležili zadnjega referenduma o dodatkih, torej na pokojnine kulturnikov? Ste šli? Jaz se ga nisem udeležil, ker se mi je zdelo, da je to referendum, ki ni imel nekega, ne da ni imel vpliva, ampak da je šlo bolj za neko provokacijo in zavlačevanje. Zdaj se mi je zdelo, da bi mu samo dodajal resnost s tem, da bi se ga udeležil. Da je samo pač potrata javnega denarja, ki ji nočem dajati neke vrednosti. Alja? Ja, tudi jaz se ga nisem udeležila. Se mi je zdelo, da nisem imela niti dovolj moče znanja o tej temi, da hkrati pa, tako je Miha rekel, se strinjam tudi z njim, da sem na koncu pač se ga nisem udeležila, čeprav pa zelo spodbujam, da se pač vsi mladi čim bolj udeležujejo pač politično. Jaz tudi mislim, pač se nisem udeležila, mislim, da je bilo to popolna bedarija, mislim, s tem se sam pokazala pač slika, ne, kako smo pač Slovenci neprevešljivi do drugih, ne, kako ne želimo pač, da bi drugi imeli neke ugodnosti, kljub temu, da si mogoče pač kulturniki pač to zaslužijo, da to se je pokazala samo pač neka slika, v bistvu tisti, ki so pač, jaz ne razumem tega, da ti greš na referendum in pač glasuješ za nekoga drugega, za neko zadevo, ki se tebe sploh ne tiče, ne. Večina je recimo odločala o manjšini, ne, to pač jaz sploh ne razumem, ne.
Sicer pa, oprosti. To se tudi nisem udeležil, ja, tako da. Sicer pa torej ste že imeli nekaj priložnosti, ne, izkazovati svojo državljansko voljo, ste že bili na kakšnih volitvah, se udeležujete sicer? Ja, lanskih evropskih volitev. Tako. Ja, Smo si šli. Super, vsi trije kimete. V redu, če rečemo zdaj mogoče še malo o medijih in mladih, nekaj, kar si Jakub tudi ti že večkrat nakazal. Zdaj na ljubljanski FDV in pa na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani so opravili eno zanimivo raziskavo Mladi in mediji med letoma 2021 in 2022. Približno 3500 osnovnošolcev in dijakov so anketirali starih med 12 in 19 let, torej vas bi še ravno ujeli in sicer so se ukvarjali torej s tem, kako mladi spremljajo novice, uporabo družbenih omrežij. Pa zdaj mogoče en hiter krog vas vprašam, kje dobivate informacije, berete časopise, uporabljate kakšne spletne medije, katerim zaupate, katerim sledite lahko čisto tako imensko ali pa samo katere vrednote podpirajo in kako pogosto mogoče, kako na tekočem ste z novicami, Miha? Ja, zdaj se mi, da največ novic vseeno dobim preko spleta, spletnih omrežij in novic, ki se pojavijo tam pod Googlom, ampak smo pa doma tudi naročeni na časopise in revije, tako da tudi to kdaj prelistam. Poskušam tudi gledati, ne vem, televizijo, RTV, da tam dobim neke novice, ki se mi zdi, da so vseeno točne in v redu poročane. Ja, jaz predvsem tudi na spletu kako Delo, Večer, pa tudi kakšne tuje novice. Drugače pa včasih, ko vidim na kakem na mizi pri babici, tudi prelistam fizični časopis. Jaz se vam reči, da nisem tu ravno ponosen na sebe, ker bi mogel pač malo več spremljati teh novic, ne, iskreno povem, ampak vseeno, ko pa pač me zanima, pa včasih pogledam, ne, vedno gledam recimo pač tiste nepristranske časopise, redostojne pač spletne strani, kot recimo Večer ali pa Delo ali pa tudi RTV Slone, pa se recimo izogibam nekemu rumenemu tisku, ker je pač tam zapisano samo, da pač privabi množice, ne, ker pač delal za nek za komercialni interes, ne, zapišejo neko novico v par stavkih, ne. Vseeno mislim, da moramo pač sploh mladi biti sposobni nek daljši sestavek prebrati, ne, ki pa bo recimo kakovosten in res pokaže neko sliko, ne. Pa saj nisem proti nobenim komentarjem, tudi komentarji so v redu ali pa kolumne, kjer pač je pristransko prikazano, ampak da je pač utemeljeno, ne, da je obširno razloženo, ne. Ali všeč mi je, ko si rekla pri babici, kdaj je kakšen časopis, lepo, da so babice že vir tega. Zdaj moram povedati, z Miho in pa z Aljo smo tudi že bili, torej nekaj časa oziroma en teden smo bili skupaj na poti v Strasbourg, ne, v Evropski parlament, kjer smo se veliko pogovarjali o medijih, o fake news, torej lažnih novicah, kako jih prepoznati. Kako torej prepoznaš, da nek medij mogoče sledi nekim drugim, torej neobjektivnim ciljem oziroma ima zadnje kakšne druge zgone, no, kako prepoznati fake news? Se vam zdi, najbrž je to vedno težje, ampak imate ta detektor? Kaj mislite? Jaz mislim, da najpomembneje je verjetno, da pač vemo za neke vire, ki so verodostojni in jim lahko zaupamo. Da pač vemo, kaj je njihova motivacija, zakaj poročajo in kako poročajo. Zato se mi zdi, da ti neki javni mediji so najbolj v Sloveniji verodostojni. Na internetu, na socialnih mrežjih pa je pač treba biti do vsega nekako kritičen, da moramo videti, odkot prihaja neka informacija. Če se velikokrat ponavlja, to še ne pomeni, da je resnična. Ampak ja, postaja vedno težje in včasih smo zelo zmedeni glede kakih informacij, ki se lahko na socialnih omrežjih zelo hitro širijo, pa to še ne pomeni, da so resnične, ampak pač delujejo udarno in so zato priljubljene. Se pogovarjate o tem v šoli, recimo sošolci, kaj ste prebrali o nekih aktualnih zadevah? Ja, jaz moram reči, da s prijatelji se kar pogovarjamo.
Se mi zdi, da tako je Miha rekel, da je treba vedeti za neke vire, pa ti mogoče tudi neka starejša oseba, ki je lahko pa zopet kaki profesor, pove, da so pač v redu, pa tudi javne medije predvsem je treba gledati. Na družbenih omrežjih se mi zdi, da je v redu, da spremljaš kakšne te uradne vsebine, pač mislim, ko imajo zdaj se veliko digitalizira tudi časopisov, tudi Večer ima zdaj na primer podcast pa Instagram, kaj takega. Hvala za reklamo, ja. In treba gledati, ima tudi veliko teh šolskih računov, zdaj delamo TikTok pa Instagram imamo, da se preko tega lahko tudi dosti izobražuješ. Je treba tudi pač na spletnih omrežjih to pogledati. Se mi pa zdi, da lahko neko tako novico že v naslovu nekak vidiš, da ni mogoče najbolj verodostojna, ko ima taki naslov, da pač res te samo pritegne, pa ni dobene vsebine. To se mi zdi, da predvsem iz tega. Senzacionalizem in clickbaitovski naslovi, tako. Točno to. Mogoče, če grem zdaj še v drugi smeri, en krog, katere, torej ta raziskava je v bistvu pokazala, da so družbena omrežja vir informiranja in da tudi strukturirajo vzorce prijateljstva, prakse učenja, branja, socializacije, pa torej mogoče moje vprašanje, katere družbena omrežja uporabljate, koliko časa na dan recimo preživite, Jakob, če začnemo s tabo? Ja, jaz sem si dal Facebook pa Instagram sem si čisto dal dol, sploh ne uporabljam, zbrisal sem si, ker po nepotrebnem sem potratil čas nekje, kje bi ga lahko drugače pa imam vseeno, sošolci sem potem povezan na Snapchatu, imam še vseeno gor, ampak drugače, po mojem mnenju, preveč časa jaz preživim predvsem na YouTubu, ne, včasih tudi zaporedoma tudi lahko 2-3 ure, ne, predvsem zvečer, ne, ampak ne za neke informirane stvari, neke resne zadeve, ampak predvsem za zabavo, ne, ker v tem vidim nek užitek, ne, da se sprostim, ne. Je pa treba po mojem mnenju omejiti, ne, ker nas lahko ta začaran krog družbenih omrežij res povleče vase in na koncu zgubimo motivacijo, da delamo nekaj drugega, da bi recimo čas lahko porabili za neke bolj koristne zadeve, ne, ker v bistvu vstopimo v ta krog in ko enkrat začneš recimo scrollati na Instagramu ali pa začneš gledati neke smešne videoposnetke na YouTubu, ne moreš nehati, ne, in pa ne samo to, tudi družbena omrežja potem nezavedno vplivajo na to, kako mislimo, mi kako gledamo na svet, ne, tako da ima daljnosežne posledice. Ali na čem si ti? Jaz sem pa na skoraj vseh družbenih omrežjih, Instagram, Facebook, tudi TikTok. Ampak se mi zdi, da je pomembno, da čeprav si dovolim, da sem na vseh omrežjih, da res si probam omejiti čas. Tudi v bistvu ustvarjam vsebine za šolo, sem na TikToku in na Instagramu pomagam pri tem, da meni se zdijo družbena omrežja zelo koristna. Hkrati se tudi preko njih lahko povezujem s prijatelji, ampak res v nekih omejenih količinah. Drugače, koliko časa preživim na družbenih omrežjih, je čisto odvisno, koliko časa imam. Če se imam dosti za učiti, če imam kaj za delati, da lahko grem na primer ven s prijatelji, potem sem lahko tudi brez telefona celi dan. Če mi pa slučajno zapaše, da bi celi dan ležala v postelji, pa scrollala po TikToku, potem pa tudi po več ur. Je pa res, da zdaj, ko je matura, smo se s prijateljico zmenile in smo si TikTok zbrisale, tako da trenutno nisem tam. Zato, da ne vem, ker vem, da slejko prej bi se zgodilo, da namesto učenja bi jaz tam po telefonu ali poscrollala, ker je preprosto lažje. Ni zabavno je, zakaj pa ne, ko pa da se moram tam učiti. Tako da TikTok je sploh zasvoljiv. Se mi zdi, da s tem, ko lahko res samo scrollaš, sploh ne rabiš razmišljati, nič drugega se ne dogaja gor, res samo prideš v to, da samo scrollaš, sploh ne rabiš razmišljati, tako enostavno je. Jaz bi samo povedal, da je to zanimivo, recimo TikTok je res zasvoljiv, jaz ga sem nikoli pred 8 leti, ali kdaj sem ga imel, ampak če je bil musical, ne vem, bil drugače, potem pa sploh nisem imel, zanimam že 6 let, ne, ampak moram pa povedati, da ta družbena omrežja med temi podjetji, ne, pa velja neka sprega, kaj ti posnemajo neke zadeve, ne, ki jih vidijo pri drugih družbenih omrežjih in potem integrirajo v svoja družbena omrežja, recimo YouTube, ne, je tudi uveljavil zdaj te shortse, ne, kjer je podobno kot TikTok, ne, imaš ti kratke videoposnetke in res moram reči, da največ časa, če grem na YouTube, preživim na teh kratkih videoposnetkih, ne, ker te
tvoja osredotočenost zreducira na 30 sekund, ne, potem po 30 sekundah več nimaš osredotočenosti, greš na drug videoposnetek, ne, ampak pač hočem poudariti, kako sodelujejo v bistvu na nek način, seveda tekmujejo družbena omrežja, kdo bo imel več uporabnikov in tako naprej, ampak pač imajo strokovnjake, da ravno pač vidijo, pač kaj ljudje zanima, ne, in potem implementirajo to v svoj sistem, ne. Miha, kaj pa ti uporabljaš? Jaz sem pretežno na Instagramu, čeprav ga zato, da se s prijatelji pogovarjam, ampak potem pa se dostikrat tudi zgubim v tem vrtincu scrollanja in objavja. To se nam vsem zgodi, tudi starejšim, seveda. Mogoče še samo to vprašanje, zdaj spet se vračam k tej raziskavi, tu so v bistvu dali glas mladim, ne, torej tem, ki so jih, katerih navade so v bistvu preiskovali. Ste mogoče vi kdaj kot torej mladi, ne, tako radi s tem opletamo, torej stari 19 let maturantje, naveličani tega žuganja s prstom odraslih, tudi medijev, koliko časa preživite na družbenih omrežjih, ali se vam zdi, da je to upravičeno, da moramo ves čas na to opozarjati? Ja, verjetno je pač dobro, da se nas opozarja, ker večkrat, ko ponovite to neko, da pač to slabo vpliva na nas, večja je verjetnost, da mogoče vseeno nehamo, ampak ja, se mi zdi, da smo že malo naveličani in sploh ne poslušamo več prav teh nekih komentarjev, samo pač vidimo neke starejše, ki žugajo s prstom in nas karajo, ko male otroke. Pa bi tudi najbrž vi lahko kdaj žugali njim, ne, se pri starejših ni časih tako zelo drugače. Lahko samo še povem? Izvoli. Jaz mislim, da je povsem upravičeno, da pač upozarjajo na te zadeve, ker to je res problematika med nami, ne, ker mladi se potem gremo v nek mikrosvet, ne, in namesto, da bi recimo se nekaj ven šli v naravo, ne, ali pa na nek pač na prostočasne aktivnosti na prosto, ne, potem pač preživimo dlje časa na telefonu, ne, tako da je to upravičeno, ne, ampak jaz bi rekel, pač od vsakega posameznika odvisno, ali bo spremenil svoje navade ali ne, ker lahko ti nekdo ne vem kolikokrat reče pač, da je to zelo nevarno, ne, oziroma pač, da je to zasvoljivo, ne, pa nehaj s tem, ne, ampak če ti kot posameznik ne spoznaš pač, da je to res pač neumnost, ne, da si pač, ne vem, cel dan na telefonu, ne boš s tem odnehal, ne. Jaz tudi spomnim, ko sem recimo bil 10 let star, ne, sem igral recimo igre na telefonu, ne, zdaj se mi pač to zdi popolna bedarija, ne, ampak tako je pač, gremo skozi ta razvoj, ne, in pač gledamo na svet drugače, kot pa gledajo na odrasli, tako da to tudi treba upoštevati, ne. Ali je tako, da zaskrbi, recimo pri tvojih vrstnicah se ti zdi, da, oziroma vrstnikih, no tudi, da kdaj pretiravajo, opaziš? Ja, včasih se mi zdi, da vidim koga, ki je res pač dosti na telefonu, ampak se mi zdi, da se nas toliko opozarja, pa še vedno ljudi, s katerimi se jaz družim, mogoče raje vseeno gremo ven, kot da pa smo na socialnih omrežjih, tako da niti ne toliko, tako da v bistvu na koncu bi rekla, da razumem, zakaj nas toliko opozarjajo, pa razumem, zakaj mogoče skrbi ljudi, ki so starejši, ker tudi oni, na primer, nikoli niso imeli izkušnje s tem, koliko je okej, da je nekdo na telefonu, pač oni tega sploh niso imeli. In se mi zdi, ko mi moja babi ali pa dedi mogoče žugata, da je pač to mogoče vseeno drugače, razumem, zakaj jih skrbi, ampak hkrati mi gre pa seveda tudi malo na živce. Ja. Kateri datum smo rekli, da je zadnji dan mature? 23.6. do takrat bi se ne končali ustni izpiti, ampak je potem odvisno od vsakega posameznika, kako so razporejeni. 23.6. Kdaj pa je torej proslavljanje rezultatov? 14.7. Ok. Torej, če zdaj se malo še, upam, da z optimizmom ozremo naprej, ko bo torej te mature konec, ko bo odpisana še zadnja pola, kakšni so načrti najprej za poletje? Kaj vas čaka? Ja, poleti je načrt potovati čim več, zdaj takoj po maturi, ko končam, grem malo na oddih. Ja, v glavnem s prijatelji potovati nekam, malo se tudi samo doma uživati, spočiti od vsega in pač preživeti te najdaljše počitnice zdaj do faksa. Ja, jaz sem tudi veliko planov s prijatelji, da bomo potovali, da bomo šli, gremo tudi Berlin, Praga, čim več se mi zdi, da okoli. Pa tudi veliko veselic, predvsem pa tudi počivanja, tako da vsakega malo. Pač jaz nimam nekih načrtov, ko bom šel, ne, ampak
sigurno pač bom vzel pač si ta čas za potovanje, ampak ne potovanje v smislu, da bi kam šel, ampak pač da bom spoznaval nove stvari, ne, da bom kakšno dobro knjigo prebral, ne, da bom, pa tudi bom recimo izkoristil čas, da bom recimo tuj jezik si pač recimo angliščino ali pa nemščino izpopolnil, tako kot sem si že prejšnjo poletje, ne, pa mislim, da mi je zelo dobro delo, pa pač bolj samozavesten postaneš, ko si pač aktiven tudi na nekih pač drugih področjih, ne, recimo, da nisi samo na telefonu, ampak da potem gledaš tudi neka enciklopedija ali pa prebereš dobro knjigo, da te to izpopolnjuje, imaš neko notranjo samorast, tako da ja. Miselna potovanja, ne, so tudi zelo veliko vredna. Pa mogoče, če se, na koncu bomo podarili, če se malo še ozremo za naprej, ne, že razmišljate, kaj torej vaju čaka potem 3, 4, 5 let v Ljubljani, ti ostaješ v Mariboru? Ja, po vsej vrednosti v Ljubljano, tako da. Aha, imaš že za 3 leta, po mojem, po vsej vrednosti v Mariboru, ker sem pač splošno biologijo šel, pol pa v Ljubljano. Torej na neki točki vsi v Ljubljani. Kaj razmišljate za naprej, če so si mogoče želite? Se vidite v Mariboru na dolgi rok, se vidite, da se vrnete nazaj? Ne vem, jaz se zdaj vidim trenutno v Ljubljani, potem pa mogoče tudi, da bi šla živeti v tujino, delati kakšen doktorat. To vedno sem si želela, da bi pač mogoče tudi v tujini živela, da bi pač poznavala druga okolja. Ja, jaz se veselim Ljubljane, te neke neodvisnosti, malo pridobivanja, neke življenja v nekem drugem kraju, bolj stran od doma. V bolj dolgem roku pa, ja, mislim, z veseljem bi se vrnil v Maribor, ampak to je bolj odvisno od nekih službenih priložnosti. Kaj bom delal? Jakob? Jaz res nimam pojma, kam me bo pač pot zanesla, ne. Najprej moram pač narediti študij, pa nekaj postati, ne. Pol pa bom mogoče tudi razmišljal, kaki tujini, ne. Super. Držimo pesti za vse, torej na maturi, že torej v četrtek, ne, pa potem v petek, pa soboto, pa tako naprej, torej še nekaj časa. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste se ustavili še na podcastu, torej srečno na maturi in tudi naprej. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala, da ste si vzeli čas in prisluhnili podcastu v pogovoru z mladimi maturanti. Spremljate nas torej na vseh družbenih omrežjih in se v daljši različici vidimo znova prihodnji teden. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Med tedna je čas za poglobljeno branje, kaj prinaša ta Večerovi prilogi v soboto in v nedeljo. Večer v soboto s profesorjem dr. Markom Lovcem z katedre za mednarodne odnose se je Jon Knez pogovarjal o razmerah v EU, vojni v Ukrajini, Trumpovi geopolitiki, Gazi, diplomaciji in Zahodnem Balkanu. Bili smo na legendarni mariborski študentski čagli na Lampiončkih, kjer mariborski študentje tradicionalno sklenejo študijsko leto in se ogrejejo za izpitno obdobje. Kakšna čaga je to danes in kakšna je bila nekoč? Urška Mlinarič je pred 30. obletnico genocida v Srebrenici obiskala nesrečne kraje v Bosni in Hercegovini. Kako živi so boleči spomini in kako dolina, ki po pokolu nikoli več ne bo enaka, živi danes. Večer v nedeljo pa prinaša naslednje zgodbe. Sabina Piber vodi ekipo K9 za iskanje pogrešanih živali. Takole pravi: psi nikoli ne obupajo nad življenjem, borijo se do konca. Prinašamo tudi 10 presežkov nekdanje Realove desetice Luke Modrića. In pa Vasja Jager v intervjuju o nastajanju posthumno izdane avtobiografije humanitarke Anite Ogulin. Vabljeni k branju, všečkanju in da se naročite na Večer na vseh kanalih.